Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate javno radijsko oddajo o mladih, veri in evangelizaciji iz pastoralnega centra v Črnomlju, ki sta jo pripravila Društvo Skam in Radio Ognjišče. Naši gostje so pravnica, gospa Urška Makovec, glasbenik gospod Matej Virtič in zakonca gospod Tomaž in gospa Erika Koncilija. Spoštovani gostje, v svojih uvodnih nagovorih ste se osredotočili na svoje doživljanje vere. Najprej vprašanje za vse, kdo je vaš zgled v veri? Kdo vam je navdih, gospod Virtič? Vzornikov nekako v veri je vedno več. Težko bi rekel, da je ena oseba tista, ki nekako prednjači. Če pa bi res moral izbrati eno osebo od teh, mogoče moj oče, vedno je bil zelo dober vzornik v vsem, ne samo v veri. Enostavno njegova drža življenjska, njegov način, kako ravna z ljudmi, kako se loteva stvari, mi je vedno bila neka uganka v bistvu. Okoli sebe sem imel vedno otroke staršev, ki so bili povzpetniki. Zdelo se mi je pomembno, kakšno vlogo imajo ali pa status v družbi. Vsi so se zelo trudili dati en tak lep vtis. Moj oče pa za razliko od tega mu ni bilo niti pomembno, ali ima lep avto, kot je narečeno slovensko, pač zelo pomembno, ne. Vozili smo čist realen avto, takega kot smo si ga lahko privoščili, in tudi če bi si lahko privoščili boljšega, verjetno ne bi si kupili, ker enostavno pač način, krščanstvo, ki ga moj oče je živel in je bil in ga še vedno živi in je zelo močen v tem, ga je učilo drugače. In v takih malenkostih mogoče sem se ogromno naučil od njega. Recimo ena taka zelo pomembna stvar se mi je tudi zdela vokalna skupina, v kateri sta sodelovala oba starša, vokalna skupina Advent. Ta njihova radoživost pa dinamika znotraj skupine je nekako me navdušila ne samo nad vero, ampak tudi nad tem, da sem kasneje sam postal glasbenik, da sem zljubil vokalno glasbo, da smo z bratoma že kot mali začeli peti najprej v cerkvi kot trio, pa potem kot gospel kvartet kmalu s prijatelji raznimi in tako naprej. Zelo pomembni so mi vrstniki, v katerih vidim, kako so močni v veri, kako se spopadajo z vsakodnevnimi težavami in izzivi. Se mi zdi, da v določenem trenutku včasih ti različne stvari, različni ljudje, različne situacije dajo eno vodilo za naprej. Včasih je to lahko ptica na vrhu strehe, včasih je to lahko veter, včasih je karkoli v bistvu, ko začutiš, da ti Bog nekaj sporoča in si odprt za to njegovo sporočilo, je res lahko oseba čisti neznanec, ki pride mimo in neki dobiš en navdih mogoče za trdnejšo vero tisti dan ali pa kaj takega. Tako da mogoče oseb je ogromno, težko samo enega. Svetopisemski primeri recimo to tudi zelo pomembni, sistematični, zelo primerni za iskati vzornika. Gospa Makovec, pa mogoče ob tem podvprašanje, v tem vse bolj sekulariziranem svetu je težko najti nek popoln idol, ki mu slediti. Pa vendar je najpomembnejše najprej slediti sebi in svojemu srcu, svojemu prepričanju in tistim, ki jih pač so nam nekako najbližje. Pa vendar to ni vedno lahko. No, najprej, če bi vedno sledila sebi in svojemu srcu, to ne bi bilo v redu. Kot sem že prej omenila v prvem delu, je le potrebno tudi svoja hotenja in želje preverjati vedno znova. Sicer pa o idolu ne morem govoriti. Če govorimo o nekom, ki
od katerega bi rada prevzela njegovo notranjo držo, potem je gotovo to lahko samo Jezus Kristus. Se pravi, tisti, od katerega hočem prevzeti vse, njegovo življenje, dejanja, razmišljanja, skratka vso njegovo osebnost. Namreč tisto, kar si postavimo za vzor, vsaj kar si jaz postavljam za vzor, mora biti popolno ali vsaj približe k temu, kar pač lahko mi ljudje sami ustvarimo, oziroma pač kolikor je v naši moči. Zato, recimo, če bi govorila o zgledih, potem za zgled si vedno vzamem ljudi, ki svoje talente razvijajo, ki jih najprej spoznajo in ki jih razvijajo v vsej polnosti oziroma kolikor je resnično v njihovi moči in to delajo z zavestjo odgovornosti do tistega, ki jim je te talente podaril. Zato ne morem govoriti o enem vzorniku, ampak recimo včeraj sem bila na predavanju odličnega ekonomista, ki pač v svoje delo vpleta vsa načela in živi svoje delo ekonomista tudi v skladu s krščanskim naukom. Lahko govorimo o pravnikih, če govorimo o svojem področju, o politikih, o vrtnarjih, ki z ljubeznijo vzgajajo rastline in jih vzgajajo kot najbolje znajo. Skratka, to se mi zdi vedno pomembno. Karkoli že kdo dela, mi je vzor, če to dela z vsemi talenti, ki jih ima in s to odgovornostjo do stvarnika, ki mu je te talente dal. Gospod Koncilija, otroci, seveda najprej o zgledih, vaš zgled v veri, potem pa hkrati pod vprašanje. Otroci so tisti, ki hitro najdejo svoje zglede, bodisi risane ali pa filmske junake, pa tudi glasbenike. Njihova izbira je izjemno pomembna, pogosto otroke tudi do neke mere zaznamujejo. Kako jim predstaviti, če rečem tako, tiste prave, zdrave idole? Zdaj, če najprej začnem pri sebi, o svojem zgledu bi tudi težko govoril kot o eni osebi. Recimo, moram reči, da se dostikrat je zdaj že zelo relativna beseda, ampak kadar se le da, ko sem v Ljubljani, v kakšno sredo, grem zvečer recimo k maši k frančiškanom, da malce obudim tiste prvič na eni strani študentske občutke, na drugi strani pa hkrati začutim, da tista energija, tista vera, tista skupnost, tisto občestvo, ki sem ga doživljal še kot študent, prav na istem mestu, da to še vedno traja, da mladi še vedno doživljajo krščanstvo na podoben način, podobno predano in goreče oziroma gorečno, z gorečnostjo. In to me, moram reči, zelo napolnjuje. Na drugi strani, če je bilo vprašanje o idolih in mladih, o mladini, no, zdaj kot učitelj imam tukaj pač svoje eno posebno mnenje. Meni se zdi, da v današnjem času, ko opazujem osnovnošolce, recimo, ki jih poučujem, ki z njimi vsak dan delim šolske klopi, konec koncev, dejansko jaz mislim, da sploh nimajo časa, da bi se opredeljevali za neke idole, tako kot so se, ali pa kot smo se mladi včasih, ne, se poznamo vsi tiste, ne vem, zanimive zgodbe, ko je prišel, ne vem, prvi film o Tarzanu v kino, ne, pred desetletji je bilo potem vse polno, bolnice so bile polne zlomljenih nog, ne, ker so se vsi obešali po lijanah. Jaz mislim, da tega več danes ni, ne. Da enostavno se stvari dogajajo prehitro in kar je popularno, kar je idol danes, je jutri že pozabljeno, je jutri že nekdo drug. Mislim, da je to največji, če lahko rečemo, problem današnjega časa, ta neskončna naglica in količina informacij, ki je niti otroci
se ne zavedajo, da kaj sploh dejansko to je. Ne. Tako bi odgovoril. Gospa Koncilija, prav tako, kdo je vaš zgled v veri, kdo vam je navdih, hkrati pa gotovo se boste strinjali, da lahko prenesemo na otroke takšne zglede, kot smo jih živeli sami. Tudi takšne zglede, ki so nas vodili po poti odkrivanja, spoznavanja in tudi na pot vere, ki jo tako rekoč živite sedaj. Pa ob tem, če se navežem na vašega moža, je težko vzgajati otroka v tem svetu družabnih omrežij, ko družabna omrežja skorajda povozijo besede. Ja, torej tudi jaz bi najprej začela s tem, kdo je moj vzornik. Ne? Tudi jaz bi težko nekako se opredelila na eno osebo. Podobno čutim kot moja sogovornica. Torej, velikokrat občudujem ljudi, ki počnejo stvari s srcem, ne? Ko vidiš, da se posvetijo eni stvari in to delajo res dobro. In po drugi strani nekako res globok vzor mi je Jezus in mogoče Marija, ki je znala brez predsodkov slediti njegovemu klicu, ki je torej takoj odgovorila na njegov klic, ne? Brez pomislekov. No, kar se tiče pa vzgoje naših otrok v današnjem času, tle vidim zelo veliko vlogo staršev. Torej, še vedno smo mi tisti, ki jim otroku dovolimo, dopuščamo dostop do teh družabnih omrežij, do interneta, do televizije. Torej, če smo starši prisotni, če smo doma, imamo pregled nad tem, kaj naši otroci delajo, vidijo, gledajo. Če smo si s svojimi otroki blizu, torej da jih čutimo, vemo, kje so, no? Vemo, kaj gledajo, vemo, kaj delajo, no? Tako nekako. Gospod Virtič, vi ste tako kot gospod Koncilija in tudi ostali dve gosti, vsaj malo tako glasbenik, ne? Skozi in preko glasbe lahko veliko povemo. Kako to, da naši idoli niso tisti, ki denimo pojejo o veri? Vprašanje vidikov je sigurno ogromno, iskati krivce za to, zakaj verski glasbeniki niso bolj popularni, je skoraj malo smešno v bistvu v tem smislu, zaradi tega, ker danes se ne pričakuje od glasbenika ponižnost, sledenje nekomu drugemu, mogoče dobrota, razne druge vrednote, ki so še kako pozitivne. Dosti bolj je nekako popularno vsaj med mladimi uporništvo, nasilje, tako ali drugačno. Mislim, zdaj dobro, recimo v glasbi, ki sem jaz odraščal, pa družba, mi smo dosti radi imeli metal glasbo, pa rock in tako dalje. Mogoče bi izpostavil en vidik, ki je problem ali pa mogoče prisoten pri vernih ljudeh, da smo nekako razdeljeni, da mogoče nismo enoviti. Tisti čas, ko smo v cerkvi, pa potem, ko pridemo domov, pa si dejansko damo eno glasbo na YouTubu gor, mogoče pod prvim tisom še nekaj verskega, potem pa spet nekaj, kar se vrti cel teden po radijih in tako dalje. Mogoče je tu tisto, mogoče en razlog, zakaj, ne vem, mogoče tisti del sebe, ki ga čutimo za nekako intimnega, kamor tudi nekako dajemo vero, tam je nekako fino poslušati tako glasbo, ampak če se gremo pa zabavati, pa smo res tisti pristni mi, pogosto pa radi posežemo po čem drugem. Zakaj niso verski glasbeniki tako popularni? Mogoče bi tu izpostavil še en drug vidik, ki se z njim ukvarjam kar dost. Ni vedno to, da nekdo poje o Jezusu pa o ljubezni, zagotovilo, da res zastopa krščanske vrednote, čeprav v njih poje. Mogoče
pogosto izpostavlja neke vprašanja s svojim zgledom, dejanskim življenjem, pa kaže mogoče čisto nasprotje. Ne vem, razlog, zakaj lažje ljudje sledijo recimo Lady Gaga kot, ne vem, enemu, koga bi se dal za verskega, recimo Take Six, recimo moja najpriljubljenejša skupina, ki so jazz, contemporary gospel, krščanski a cappella band, predvsem zaradi te, po moje, drže, ki jo imajo. Oni niti ne želijo biti nekako tisti, ki jim bo sledila množica, ki bo polne koncerte imeli in bo lahko prodali ogromno kart in CD-jev. Mislim, da so krščanski glasbeniki kot prvo nimajo te želje, mislim, da je v večini kar tak, kot drugo, pogosto enostavno nimajo časa za to zvezdniško življenje, če želijo sami biti poduhovljeni in živeti bogato življenje, izpolnjeno največkrat z družinami, enostavno se mogoče izključujeta ta dva pojma na večjih nivojih. Zdaj, zakaj je to tako zelo široka tema? Mogoče v tem še mediji smo zagotovo tisti, ki lahko približamo to glasbo, pa je na nacionalni ravni vsaj v večji meri ne, to pa je dejstvo. Ja, ampak mediji tekmujejo tudi med sabo, želijo čim več poslušalcev, čim več gledalcev, zdaj želijo ugajati. Krščanstvo samo po sebi ne bi smelo ugajati. To ne bi smelo biti ena prvih vrednot ali pa vodil nikogar, ki se tretira kot kristjana. Jezus ni želel ugajati v tem smislu, da bi gledal, kaj je popularno, pa bi to delal. Dostikrat je bil zaradi tega zavrnjen, konec koncev tudi zaključil na križu vsaj to svetno življenje in ta drža ni popularna. Jezus je sicer imel ogromno sledilcev, ampak tu je spet en tisti drug pristop, ne tisto, kar nam najbolj ustreza, pa mogoče nam najbolj paše v tem, kjer smo trenutno, ampak enostavno on je že ogromno ljudi poučil, videli so njegovo vrednost, se naučili približati osebno Bogu in to je tisto, kar jih je pritegovalo k Jezusu, da so se vračali vedno znova. In bilo bi odlično, če bi tudi krščanski izvajalci in tudi drugi imeli podobne karakteristike. Hvala. Gospod Koncilija, tako vi kot vaša žena sta v nagovoru poudarila, da z veseljem lahko rečem, če sem tako sklepal, sicer me popravita, obiskujeta zakonsko skupino. Morebiti vprašanje, v čem vidite pomen tovrstnih združenj, družb znotraj katoliške cerkve, pa po drugi strani jih je premalo, bi jih moralo biti mogoče več. So nekatere župnije pri tem zaspale? Ja, jaz sicer ne poznam razmer drugod toliko po drugih župnijah. Gotovo se mi zdi, tako vtis imam, da zlasti po večjih mestih takšne in drugačne skupine, se pravi ne samo zakonske, tudi druge, biblične in tako naprej, da tega je kar nekaj, ne? Se pravi, da je ljudem blizu, da se združujejo v takšnih manjših skupinah, kjer imajo najbrž tudi občutek, da so pomemben del tega manjšega občestva, da so opaženi, da imajo svojo besedo, da se lahko vključijo v debato, se pravi, da ni vse nekaj od zgoraj navzdol, kot bi človek rekel. In podobno velja tudi seveda za našo zakonsko skupino. Še enkrat naj povem, da ta naša zakonska skupina ni samo napaberkovana iz različnih parov, ki se morda prej niso poznali ali pa so pač po neki sili razmer, ker je pač v župniji zakonska skupina, mimogrede v naši župniji so 3 zakonske skupine, tako da najina je ena izmed njih, ampak nas povezuje še
to globlje in zelo dolgoletno prijateljstvo, ki se pravi, mi se ne srečujemo samo ob tistih mesečnih srečanjih, ampak skupaj preživljamo dopuste, gremo skupaj na smučanje, ne vem, na morje, ob Kolpo taboriti, se pravi zdaj sploh z našimi otroki. Nekako se nam zdi, da s tem zgledom, ki smo ga mi nekoč doživeli kot mladostniki, da to nekako ta zgled dajemo tudi našim otrokom. Zdaj vprašanje pa, če je to prav, ne, da jim polagamo ta način življenja že v zibko, ne, mogoče se bojo oni obrnili čisto drugače, ne, se pravi, jim je to na prelahek način dano, to pa seveda čas pokazal. Ja. To gotovo, gospa Koncilija. Tako kot vaš mož, ste tudi vi učiteljica na osnovni šoli, kot sva že prej rekla besedo dve o družabnih omrežjih. Generacije se spreminjajo, prehajamo v vse večjo dobo elektronskih komunikacij, pogovor pa nekako izumira. Ni ga več, ne pišemo več pisem, kaj šele na roko, mogoče po elektronski pošti, zelo na kratko, tudi SMS sporočila, v katerih manjka besed, mrgoli napak, ampak o tem mogoče kdaj drugič, pa vseeno, kako pomemben pa je za vas družinski pogovor, tudi dialog? Ja, jaz čutim veliko potrebo sama potem, da se z nekom pogovorim in iz tega sklepam, da ravno tako čutijo tudi naši otroci. Tako da nekateri to znajo bolj izraziti, drugi manj, to vidva tudi znotraj najine družine, otroci so med seboj zelo različni. Deklice si, mislim, izborijo svoj čas, svoje trenutke, tako da je treba biti včasih kar napreživ in pozoren, da lahko tudi sprožiš sam, torej nekako kar načrtovano pogovor, da ne čakamo predolgo mogoče, da kakšne stvari grejo mimo. Ne? Torej, čutim, da je ta družinski pogovor zelo potreben, tudi predvsem, seveda vsi skupaj, da določene stvari, ne vem, razrešujemo, se imamo lepo, in pa tudi dialog, sigurno, da se včasih znaš posvetiti samo nekomu, tudi recimo mi dva en drugemu, ne? Torej tudi ta čas je zelo pomemben, da najdeva tudi čas samo za naju, da se v nekaterih stvarih uskladiva, če že drugega ne. Tako da ja, to čutim kot, mislim, zelo pomembna stvar. No. Vse tudi v šoli je tako, ne. Treba torej otročku, ki nekako vsi bi strašno radi se pogovarjajo, ne, sploh ti manjši. Vse zvemo učitelji, ne. Mogoče včasih tudi kar ne bi starši radi videli, ne. Tako, no. Ja, to je pomembna stvar, da se ne pozabi na to. No. In s tem gotovo gradimo svojo osebno vero. Ja, sigurno. Gospa Makovec, živeti vero vedno in povsod, ne glede na to, kje in kdaj. Sami ste bili večkrat v tujini in ste lahko se soočili, mora biti več kot mi tukaj s pastmi, tudi sekularizacije. Pa mogoče tiste sekularizacije, ko pogosto govorimo, saj se ne da drugače, saj je vse povsod hudo, je tudi pri nas in pogosto podležemo tem trendom. Kako spremeniti to? Kje začeti? Vsekakor je najtežje biti prerok v svojem kraju. Zato moji koraki v tujino so bili kvečjem korak vsaj z tega vidika lažje okolje. Ker pač kar sem bila v tujini, sem bila v zahodni Evropi, če temu tako rečem, kjer so stare demokracije, kjer lahko izraziš svoje mnenje tudi o svoji vernosti in duhovnosti in ne doživiš nikakršnega negativnega odziva, ker je pač to nekaj normalnega, da vsak izraža svojo vero, pa naj bo to judovstvo, muslimanstvo, ateizem ali karkoli že. Zato največkrat naletim na odpor vsekakor doma. In to je pač posledica naše obremenjenosti s preteklostjo in posledica režima toliko desetletij.
Pa vseeno, tudi tu, čeprav pač kot najtežje okoliščine, oziroma najprej bi rekla, da je najhuje doma v Sloveniji, kljub temu ni nikakršnega razloga za pesimizem oziroma za to, da bi prenehali biti to, kar smo. Srečujem se namreč s toliko dobrimi ljudmi, da vsekakor zadostuje za kvas oziroma sol in me sploh ne skrbi, sploh zato, ker ima prav ta težaven slovenski narod toliko močencev na svojih tleh, katerih moči in priprošnje še nismo izkoristili, zato brez dvoma vztrajati se splača. Potencialov je veliko. Vsekakor. Gospod Virtič, ali smo postali preveč površinski, da ko vsi govorijo dovolj je, tudi gotov si, da kar zapademo v neko depresijo, namesto da bi verni ljudje, ki verjamemo v nekaj več, dajali upanje temu svetu? Gotovo. Predvsem bi pa rekel, za začetek ne sodite, da nas boste sojeni. Težko je soditi ljudi in neprimerno jih je soditi v določenih življenjskih situacijah, v katere si niso želeli priti, največkrat niso bili sami krivi, da so se tam znašli, ko institucije, ki jim naj bi sledili in bi jim naj dajale varnost v lastni državi, odpovejo in ne upravljajo svojega dela, je zelo težko včasih presoditi, kaj je prav in kaj ni prav. To, da so ljudje angažirani, se mi zdi predvsem pozitivno. Se mi zdi, da način življenja nas tako pahne nekam za svoja domača vrata, pa še tam smo največkrat sami, da se mi zdi dobro, da se ljudje sploh angažirajo in da povejo, kaj želijo, kaj si mislijo. Sigurno obstajajo tudi boljši načini kot vpitje gotov si. Glih nazadnje sem poslušal tudi eno posledico recimo takšnega dogajanja, ko so enemu malemu prijateljevemu otroku začeli v šoli groziti, pa kako ga bojo ubili, pa kako bojo ne vem kaj z njim naredili. Na Facebooku so vsi bili pametni potem, kdo in ono levo in desno tretje na ta komentar. Jaz sem pa enostavno povedal, lej, če to delamo na ulicah, kako boš otroku rekel, da tega ne sme v šoli delati ali pa kjerkoli drugje. Dajemo zgled in ne glede na situacijo v družbi se moramo zavedati svoje odgovornosti, vsak posamezno in tudi skupinsko, za mlajše rodove, za vse ostale. Kaj naj kristjan dela v takšnem trenutku? Definitivno naj nadaljuje s tem, kar že tako počne. Če zaupa Bogu, verjame, da je tu tudi izhod iz vseh težav. Ampak to, da ostaneš doma in moliš, ponovadi izpade malo pasivno. Se mi zdi, da dejansko dajati upanje ljudem, jim kazati zgledom, kako si lahko v določeni taki težki situaciji miren in se opreš na Božjo roko. Prevečkrat je res težko v življenju, vsi bi delali ne vem kaj, Bog pa enostavno pričakuje, da se mu prepustimo in nam daje lep zgled, lilije na polju, konec koncev, ki nič ne dela, nič ne skrbijo, pa še vseeno imajo življenje in še čudovite so. Mislim, da je to ena misel, konec koncev za nas, ne da nič ne počnemo, ampak da počnemo pozitivne stvari in da prispevamo k rešitvam. Predvsem pa, da ne zgubljamo upanja, da ljudem pokažemo, da stvari, v katere verjameš in si trd v njih, ne odpovejo niti v težkih trenutkih, zaradi njih konec koncev so tam. Hvala lepa, gospa Koncilija. Bi se morebiti strinjali, da smo včasih preveč mlačni kristjani, preveč zakristijski kristjani, ki si ne upamo stopiti v javnost in denimo reči, moj vzornik je ta duhovnik, ta misionar, tudi ta svetnik.
Ja, težko bi rekla, potem sem verjetno jaz bolj mlačen kristjan, no. Mislim, tako je, ljudje smo različni, ne. Eni imajo poslanstvo, da grejo v svet, oznanjujejo in to delajo zelo dobro, in spet drugi so tisti, ki mogoče s tihim tem, ker samo so, pričujejo, tako da se pravi, ne vem, no. Težko bi zdaj rekla, da je to samo slabo zmeraj, no, tako res. Velikokrat ima neka tiha molitev tudi moč, ne. Stotiren sad. Tako je. Tako. Gospa Makovec, imamo svetel zgled, ob katerem nekako smo se vsi združili in nam je lahko tudi močan zgled. To pa je misionar Pedro Opeka. Kaj se po vaše lahko naučimo od njega? Mislim, da je Peter Opeka najprej človek. Najprej človek v celostnem smislu. Njemu ni treba govoriti o Kristusu, ni ga treba neposredno omenjati, mi vseeno vemo, komu pripada. Ob njem smo se lahko zedinili, ker pričuje z zgledom, ker govori tisto, kar dela, in smo zato lahko sprejeli tudi, se pravi, tudi nekristjani so sprejeli njegovo evangeljsko sporočilo, so sprejeli njegovo sporočilo o zgodovini Slovenije, o njegovi rodni slovenski skupnosti v Argentini. Nikogar ni nič motilo, ker on pričuje o tem svojim življenjem in nihče mu ne more oporekati. Mislim, da je prav to. In od njega, jaz osebno, zame je on zgled prav zaradi tega, ker vse, kar govori, tudi živi in na zelo prepričljiv način. In vsej vehementnosti, če lahko temu rečem. Gospod Koncilija, podobnih del misionarja Opeke je veliko, a se nam vedno zdijo tako oddaljena, pa vendar so ta dobra dela tudi pri nas, tudi v naši okolici. Jih včasih ne vidimo, ne prepoznamo dovolj. To je težko vprašanje, ne? Ali jih ne vidimo ali ne prepoznamo dovolj gotovo. Kot je bilo že rečeno, ljudje smo različni, nekateri, oziroma bom tako povedal, takšna in drugačna dobra dela, če so res mišljena v tem res dobrem smislu, ne rabijo biti opažena, ne rabijo biti pohvaljena, ne rabijo biti ne vem kako izpostavljena. Tisti, ki jih dela, ki to opravi, če to počne z iskrenim srcem, ne rabi nobene, ne vem kakšne stimulacije in spodbude, je to del njegovega življenja. Zato ne bi o tem sploh, ne bi temu posvečal preveč pozornosti, a je nekaj opaženo ali ne. Spravi, ko se nekaj zgodi, ljudje začutijo ali pa ne začutijo, in če je res nekaj dobrega, potem gotovo to vsi ali pa recimo mnogi začutijo in opazijo, bodi si potem se ob to tako ali drugače obregnejo ali pa pač gre mimo njih, ampak čuti se ta dobrota, ne? Tako bi rekel. Spoštovani gostje, danes smo v ospredje postavili zgled in posnemanje. Gospod in gospa Koncilija, vajin recept za zdrave zglede in posnemanja, tako tistim, ki nas spremljajo preko spletnih in televizijskih ter radijskih kanalov, kot tudi vsem, ki smo se zbrali tukaj. Ja, torej znotraj družine najine nekako skušamo živeti to, kar nas je Jezus učil, torej predvsem učiva otroke, torej, da so dobri, da nekako skušamo živeti po Jezusovem zgledu. Velik zgled zagotovo najdejo tudi znotraj naših teh prijateljev, s katerimi se tudi veliko družimo. Torej, iz tega bojo računava, torej neke družinske povezanosti bojo potem črpali tudi v življenju. Družinska molitev, branje Svetega pisma.
To bo gotovo nekje v podzavesti bilo. Zdaj, kako bojo pa s tem oni ravnali, pa kako bojo s tem živeli, pa nikoli ne vemo. To verjetno, kaj je prav, najbrž tudi naše babice ne bi znale povedati točno, ne? Torej na vsakega nekaj drugače vpliva. Trudiva se pač po najboljših močeh, saj to je važno, ne? In tako kot midva misliva, da je prav, ne? Mogoče bi jaz dodal še pomen recimo temu mladinske kateheze, ali kako bi temu dejal. Se pravi, v neki fazi mladi, mladostniki ne čutijo več te, bom rekel, stroge ali pa saj na videz se ogradijo od stika ali pa navezanosti na starše, ne? Želijo biti uporniki, želijo biti drugačni pač v neki fazi življenja in takrat je zelo pomembno, da najdejo to sredino, krog prijateljev, neke skupine, naj bo to saj pravim, naj bo to neka veručna skupina, naj bo to mladinska skupina, naj bo to pevski zbor, naj bo to karkoli, naj bo to skauti ali kakšna druga takšna organizacija, ki ta najbolj občutljiv del odraščanja, torej mladostništvo, da imajo to oporo, ne? Se pravi, ne samo v starših, ki jim itak stojimo ob strani, ampak oni takrat morda tega niti nočejo, ne? Na zavedni ravni, ne? Ampak se pravi, ta skupnost, ki jih prepelje skozi to obdobje odraščanja, da ostanejo zvesti, da imajo zgled drug v drugem in tukaj recimo se mi zdi, da se da še marsikaj narediti, ne? Da so župnije, kjer to peš ali pa enostavno ni kadra, ni osebe, ki bi te stvari povezala in potem mladi svrlijo levo in desno in morda nikoli več ne pridejo nazaj. Ne? Tako. Gospod Virtič, kako se obraniti nezavednemu ponavljanju, kako preseči naučene vzorce in se hkrati poglobiti v svoji osebni veri? Kot sem že v uvodu povedal, prespraševati svoja dejanja, svoje občutenja, svoja mišljenja, se posvetovati s prijatelji, znanci, z ljudmi, ki so na tem področju mogoče bolj ustaljeni ali pa imajo več izkušenj. To se mi zdi recimo zelo pomembno. Sicer pa tako ali tako iz vsake situacije dotične enostavno videti, na kak način se nekaj dogaja in pač slediti nekemu vodilu, ki ga imaš v življenju. Če to pomeni, da je tvoj splošni zgled Jezus, bojo tudi vsi tvoji drugi zgledi mu podobni konec koncev. In mislim, imaš ogromno enega prostora, kjer se lahko vsakič znova odločaš, ampak konec koncev slediš enemu vodilu, ki ni spremenljivo v tem smislu in je trdno in je vedno tam in se lahko konec koncev vedno opreš nanj. Zadnji del vprašanja bi mi mogoče sam še enkrat. Glede, kako preseči naučene vzorce in se hkrati poglobiti v osebni veri? Ja, naučeni vzorci, tisti nezavedni, včasih vzamejo malo dlje časa, da jih odkriješ sploh. Konec koncev v odnosih raznih odkrivaš, ali so to vzorci iz družine, ali so kakšnikoli drugi. Enostavno se je treba soočiti s sabo. Prej ali slej moraš predelati stvari, če hočeš postati zrel, če hočeš se dojemati kot zrelo, odgovorno, polno osebo in mislim, da je tu mogoče prvi korak k temu, da se začneš sprejemati kot samega sebe in da se zavedaš sebe in potem tako tudi deluješ, si lahko zgled ostalim v povezavi s tisto odgovornostjo, pač eno zelo pomembno odgovorno dejanje, ne samo za posameznika, ampak za vso družbo. Še gospa Makovec, kaj polagate na srce vsem tistim, ki delajo z mladimi in mladim, ki delajo z mladimi? Naj bodo pristen zgled. Naj resnično, kot je bilo že rečeno,
prečiščujejo svoja dejanja, ravnanja, misli, ker nikoli pač nismo popolni in se moramo iz dneva v dan odločati za dobro in svoja dejanja izboljševati, svojo vero poglabljati in ravnati v skladu s svojimi besedami. Pri tem so zgledi gotovo v pomoč. Priznati moramo najprej, da pač nismo popolni, da večkrat pademo, da smo večkrat ujeti v svoje neke navade in v neka ravnanja, ki se nam najprej zdijo v redu, ampak če jih pogledamo z vidika Jezusa Kristusa, pač niso tako v redu. Torej preprosto prečiščevati in se odločati, da zaključiš dan boljši, kot si. Vsako vzgajanje pa je velika odgovornost, s tem, da moramo vedeti, da nismo vzgojitelji samo tisti, ki neposredno pač imajo stik z otroki, ampak vsak na ulici, vsak pred kamero, vsak politik, vsaka delavka, kjerkoli. Vsi smo pač zgled, otroci povsod gledajo, mladostniki še toliko bolj. Zato pač vsak pričuje svojo prisotnostjo in svojo odsotnostjo. Spoštovani gosti, iskrena hvala, da ste vi nocoj pričevali z nami in podelili svoje izkustvo vere. Hvala lepa. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste se nam pridružili v pastoralnem centru v Črnomlju. Društvo Skam in Radio Ognjišče se tako zahvaljujeta župniji Črnomelj, ki nam je odstopila svoje prostore, gospodu kaplanu in tudi vsem, ki ste priskočili na pomoč. Današnjo oddajo sem pripravil in uredil Alen Salihovič, tehnična izvedba Izidor Šček. Prijeten večer v naši družbi še naprej.